V Laškem je od 27. do 30. junija potekal 6. paralimpijski tabor za otroke in družine, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komite. Dogodek, ki se je odvijal v Termani Laško in bližnjih športnih dvoranah, je bil namenjen spodbujanju mladih in njihovih družin k dejavnemu življenju s paralimpijskimi športi. Letos je bil tabor nekoliko prej kot običajno zaradi prihajajočih paralimpijskih iger, ki se bodo začele 28. avgusta. Veseli smo, da se lahko spet ponovno snidemo tu. Vsako leto je več otrok, letos 25. Sem vesela, da vsako leto lahko spoznavajo nove športe, da se nekateri vračajo in da tudi prihajajo novi. Šport je za vse nas, bi moral biti del življenja in gibanje bi moglo biti del življenja. Tako da tu jih poskušamo uvesti v razne športe, da vidijo kljub temu, da so ali gibalno ali drugače ovirani, da imajo možnosti se udejstvovati v športu. Na tem taboru se predvsem zelo veliko zabavamo. Glavni namen tabora so pa predstavitve športov, pa to, da postavimo v središče otroke z različnimi vrstami invalidnosti. Vse se potem dogaja okrog njih, vsi športi so njim prilagojeni, vse aktivnosti so njim prilagojene, starši in vsi ostali pa sodelujemo samo zraven. Na taboru se je zbralo 46 udeležencev, ki so imeli priložnost spoznati različne parašportne discipline. Organizatorji so pripravili zanimiva predavanja, delavnice in srečanja s parašportniki. Med predstavljenimi športi so bili shutdown, atletika za slepe, kegljanje, dvoransko balinanje in hokej na električnih vozičkih. Prvič smo na poletnem taboru, na zimskem smo že bili. Mislim, da je to ena super priložnost, da otroci in starši spoznamo še tiste športe, ki nismo vedeli, da obstajajo. Naprimer, tako kot je showdown za nami, to je ping-pong za slepe. Maksi, si užival? Užival sem preveč. Probal sem namizni tenis za slepe in zdaj bom pa probal hokej. Zelo nam je všeč, kar pestro dogajanje, tako da je ena zelo lepa izkušnja. Pa tudi dosti različnih ljudi z različnimi izkušnjami, lahko izmenjaš mnenje, pridobiš informacije, tako da... Da vidimo, kaj lahko otroku ponudimo in otrokom za rast njihove samozavesti. Ni samo šport na takšnih taborih, je tudi pozitivna energija. Tabor je poleg športnih dejavnosti ponujal tudi priložnost za nova prijateljstva in izmenjavo izkušenj med družinami. Otroci in starši so bili zadovoljni z organizacijo in vsebinami, kar je osnovni cilj dogodka. Spodbujanje vključevanja v dejavno življenje in šport je ključnega pomena za osebnostni razvoj posameznikov. Pomemben je to, da probajo čim več različnih stvari, da vidijo, kako to v živo gre, da ni to samo en pogovor o tem, ampak da probaš, da začutiš, kaj je zate, da tudi starši vidijo, kaj je to za njihovega otroka. Predstavljal sem atletiko, kako teče slepi tekač. Pokazala sva, kako teče po poligonu, čez razne ovire. Naj jih poskušajo več športov, naj se vključijo v različne, dejavnosti, da se seznanijo, da dobijo prave informacije in stroka jih bo pravilno usmerila in lahko rečem, da jim ne bo žal, če bojo se vključili v šport in tukaj nekaj dosegli. Šport je nasplošno pomemben za vse, pomemben pa tudi za invalide, da se jim nekako prikaže, da niso izločeni, da kljub temu, da so gibalno ovirani, da se lahko vključujejo v šport, da se lahko razvijajo, da lahko pridejo na največja tekmovanja. Jaz si samo lahko želim, da bi bilo kaj takega že prej, ko sem bila še jaz otrok, da bi šport že prej spoznala,
ker res kje druge bi pa spoznal nekdo, ki je na vozičku ali pa ima katerekoli druge ovire, pač kateri šport bi bil primeren zate. Slovenija ima v paralimpijskih panogah dolgo tradicijo, saj se lahko pohvali z 52 medaljami, od tega je kar 14 zlatih. Takšni dogodki, kot je paralimpijski tabor, so izjemno pomembni za nadaljnji razvoj in promocijo parašporta v Sloveniji.